Če grem pravzaprav in medias res, zbirka ima naslov Manuskripta et fragmenta. In a se še spomniš trenutka, ko sva na hodniku Filozofske fakultete po enem tvojem seminarju se odmah vprašal, kaj počenjaš, sem rekla, mrgolim od fragmentov in iz tega je pravzaprav potem v nekaj stavkih nastala ideja, da gremo s tem naprej. In da se je pa sploh začelo, je bilo pa tudi stvar v tem, da so v Arhivu Republike Slovenije imeli problem, ker je bilo treba sredstva porabiti, niso imeli pa nobene monografije, na kar sem seveda jaz pripravila prvi katalog, ni mi žal, veliko sem se naučila, veliko sem trpela, ampak to je bil pravzaprav prvi korak v tisto neznano zemljo, ki se ji reče, prej sem samo slutila, zdaj lahko rečem, z vsemi temi razpršenimi rokopisi in fragmenti, ki so tudi v tujini in teh je zelo veliko. Prihajamo do številke literarnih del, ne liturgičnih, literarnih del, ki sega prek 4000. In tukaj gre pravzaprav za ene bogate vsebine, ki jih malo težko, glede na to, da v glavnem naša literarna zgodovina govori predvsem o srednjem veku, kjer med Brižinskimi spomeniki in Primožem Trubarjem ni tako rekoč nič in se odreka vsemu temu svetovljanskemu, evropskemu, znanstvenemu, vrhunskemu literarnemu dogajanju, kar takole mimo grede, kot češ, to pa za nas ni pomembno, pa še kako je pomembno. Manuskripta et fragmenta, tako kot je Marjan napovedal, pogovarjala sva se o tem, da bi katalog, ki sva ga zaenkrat skupaj sestavljala s kolegom Francem Lahnerjem, predvsem na delu rokopisov iz Luka, dodane so potem še druge zbirke, da bi to prevedla, dodala zgodovino posameznih enot, pa umetnostno-zgodovinski dodatek. Tako da, če bo vse po sreči, bom še v tem življenju dočakala tudi ta novi katalog srednjeveških rokopisov, ki so pri nas. Marsikdo me je do zdaj vprašal, kakšna je razlika med tem katalogom, ki je zdaj šel iz Nuka in onim iz arhiva. Razlika je velikanska, tam smo imeli 2 delna rokopisa, tukaj imamo 21 rokopisnih enot, tam smo imeli pretežno skoraj 90% liturgične rokopise, se pravi preostanke misalov, gradualov in tako naprej. Tukaj je tega zgolj za vzorec. Tisto, kar daje dejansko pečat temu sedanjemu delu in tudi tej objavi, temelji na 3 zelo pomembnih vsebinskih sklopih, o katerih pravzaprav pri nas niti nismo dosti vedeli. To so na eni strani izvirna slovarska dela. Taka, kjer lahko rečemo, pravzaprav nimamo primerjave nikjer drugod. Drugič, imamo pravo, eno celo kopico pravnih tekstov, ki so dostikrat vsaj avtorski povzetki, če že ne tudi avtorska dela, vsekakor je pa za tiste, ki se zanimajo za zgodovino učenja, poučevanja, univerzitetnega delovanja, to je neizčrpna zlata jama, zaradi tega, ker je množica fragmentov, ki so fragmenti predavanj na Dunajski ali pa še predvsem na Padovanski univerzi. In vse to gradivo se je znašlo pri nas. Pa ne zaradi tega, ker bi iz Padove izvažali star papir v Ljubljano, ampak zaradi tega, ker je nekdo tam študiral pravo, pa je Savo prinesel študiral. In na tej osnovi lahko tudi mirne duše rečem, govoriti, da je znanje antike, bodi si literarne, bodi si zgodovinske, bodi si besed, ki so nanizane nekje, recimo kot je telos, ki je grška beseda,
in najdemo potem tudi recimo pripis, to je pa pri Aristotelu napisano, ne? Skratka, antika je in to vsaj od 1400 naprej. To so zame pravzaprav tri glavne noge tega srednjeveškega gradiva, ki izstopa po svoji velikanski kvaliteti. Da dopolnim tole, kar je Marjan, brez zamere Marjan, hvala za vse, pa Samo, pa vsi ostali tlele v rokopisni zbirki, sploh pa se veš, jaz bi lahko tukaj tudi prespala, pa bi bila čisto srečna. Gre navsezadnje predvsem zato, da je moje delo se začelo gotovo pri Kosteletovem katalogu, da sem se zelo opirala lahko tudi na Cpana in Badariča, ki sta vsaj kakšno vrstico ob rokopisnih privezih dala, in zaradi vseh teh povezav med posameznimi deli se je naenkrat ustvarila še ena nova presežna vrednost, o kateri mogoče pred dobrim letom še ne bi mogli niti sanjati. To je kar takole en ducat imen iz srednjega veka, od tega, da imamo avtorja po imenu Philippus Legatus Delajbako, se pravi enega od vrhunskih strokovnjakov za kanonsko pravo, njegov prepis je tukaj, da imamo zapis Gregorja iz Ljubljane, ki je študiral na artistični fakulteti na Dunaju, da imamo potem prepisovalce iz Dunaja, iz Münchna in tako naprej. Skratka, en svet, ki mrgoli od utripajočega ustvarjalnega dela. Bom znala, ja. Vprašanje, kaj je bilo pri nas v srednjem veku, je čisto pri vsaki enoti na novo postavljeno in verjetno tudi iz različnih vidikov. Videli ste naslovnico, skratka, tale fragment je tukaj izbran prav namenoma. Zakaj? Zaradi tega, ker tole je slej ko prej delo, ki je nastalo na Kranjskem. In je v prvem hipu tako kvalitetno delo na prvi pogled, da me je prevaralo oko in sem mislila, da je to nekaj, kar je nastalo v kakšni zelo odlični dunajski delavnici, ampak ni, ker je potem povezava še z drugimi fragmenti. Tole je en gradual, ki je svoje čase bil čez platnice Schönlebnove knjige. In potem, ko imaš podatke, vsebinske podatke, da gre tukaj za patrocinije, ki so specifično vezani na deželo Kranjsko ali celo na mesto Kranj, recimo in tako naprej, potem rečeš, to za vraga ne more nastati na Dunaju, ampak samo tukaj, kjer smo imeli tudi vzorčne rokopise, da so lahko posebne molitve za svoje domače, lokalne svetnike prepisali. Delo, ki se bo nadaljevalo in vam bom potem lahko tudi pokazala nekaj primerov, je tukaj samo prikazano z dvema pogledoma na rokopis številka 22, to je kartuzijanski gradual, ki je nastal v kartuziji Le Repoussoir, ki je tako rekoč en lučaj stran od Grand Chartreuse, in je, kar se vsebinskega dela tiče, pravzaprav eden najstarejših primerov ustaljene kartuzijanske pete liturgije, ampak za nas je zanimiv tudi zaradi tega, ker imamo v vezavi fragment, ki je nemškega porekla in opravičuje potem tudi slog iniciale. In ker je ta rokopis bil zelo poškodovan, kar se vezave tiče, drugače ni šlo, kot da so sneli usnjeno prevleko, so našli čez hrbet nalepljen fragment risbe, ki jo pa po slogu lahko postavimo tam na čas okrog 1466. Po naši sedanji restauratorski doktrini in varovanju spomenikov vedno rečemo, takrat, kadar ni treba,
pustimo še tako poškodovano vezavo pri miru, ker v tem primeru imamo izvirno vezavo iz 14. ali 15. stoletja. Čim začnemo popravljati, kaj dobimo? Dobimo vezavo iz 21. stoletja, ki sicer ima stare poteze, ampak to ni več originalna vezava. In če sem rekla, da me zelo veseli množice imen, ki sem jih tukaj srečala, je seveda na levi strani zgolj za okus en delček kolofona, kjer je podpisan Mihael Herriker, tukaj vidite napisanega. On je bil pač župnik v enem manjšem kraju zraven Dunaja. Tole je pa zapis iz knjige, kjer je avtograf Gregorja iz Ljubljane, omenja ga tudi med drugim profesor Mlinarič. Zaradi tega, ker takrat sta se Stična pa Rajn, dve cisterci, zlasali glede stroškov, kdo bo plačal tega Gregorja na Dunaju. No. Tukajle je pa njegov podpis in datacija, zgoraj je sicer zbrisano, da gre za dogodek pri Svetem Štefanu, tam je bil navsezadnje prizidek. Sveti Štefan na Dunaju je bil navsezadnje univerzitetna cerkev. In tlele potem Gregor iz Ljubljane pravzaprav vriska, moj bog, kako sem dober, opravil sem izpit kot 13. od 63 kandidatov, ampak tukaj ni vsa tehtnost tega pripisa. Če je tole pisano ob koncu 15. stoletja, 1498, potem je treba pogledati pisavo, to je humanistika, in potem se vrniti mogoče malo drugam. Kolegi iz rokopisnih krogov, pa je vseeno, a so z Dunaja, z Münchna, Basla in tako naprej, govorijo vedno o slovenski triadi, ki so Nikolaj iz Novega mesta, Brikci preprosto iz Celja in potem iz Ščavnice. A vidiš? Bernard Perler iz Ščavnice, mimogrede, prvi profesor grščine na Dunajski univerzi. In ti trije so pravzaprav svojim znanjem in svojimi povezavami s severno in srednje italijanskim prostorom pripeljali italijanski humanizem severno od Alp. In najprej se je pravzaprav ta povezava z humanizmom pričela kazati na uporabi humanistične pisave, ki je šla stran od gotske bastarde in tako naprej. To je pravzaprav nekaj dovolj značilnega. Potem bi rekla še to, da med te rokopise, ki so danes gotovo da deležni posebne pozornosti, spada tako imenovani slavinski misal. Takrat leta 2018, ko smo ga z velikimi mukami odkupili, skratka viribus unitis, vsi smo dali denar, kar smo ga imeli, in je ta rokopis le prišel k nam. Tukaj za pokušino kažem naslovnico in potem tudi v kolofonu napisane vse ljudi, se pravi 4 može iz Zaloga in Slavine, ki so 25. novembra 1481 prevzeli ta misal, naročen v Nürnberški delavnici pri Francisku Premingu. Zame seveda datacija ni bila tako strašno nenavadna, le potrdila me je tisto, kar sem vedela, da iluminator, to je Štuksov mojster iz Nürnberga, je bil v naših krajih zelo znan. In tako recimo v Nadškofijskem arhivu v Mariboru ali pa v Novem mestu imamo njegove fragmente ali celo kompletne misale. Tukaj v Nuku, to pride pa drugo leto na vrsto,
Imamo pa neke zbirke, recimo Aldrovantijevo zbirko, tukaj leži, ki so vezani v razdrt misal, ki so ga v Nürnbergu naredili in ga je Štuksov mojster potem tudi okrasil. Skratka, to je puzzle, ki se sestavlja. Delo z fragmenti je zanimivo tudi zaradi tega, ker ko imaš knjigo pred seboj, je to vse kaj drugega, kot če ti nekdo pove, da je knjiga poškodovana zaradi tega, ker so iz nje jemali pergamentne folije. Tukaj to je hrbtni del misala, poškodovan, vse vezice so prerezane, vzeli so po domače rečeno olfa nož, pa so jih prerezali, zato da so cele lege nepoškodovane vzeli in so bifolije ponovno uporabili. Sicer je pa to prekrasno delo, ta misal je nastal v Dunajski dvorni delavnici okrog 1410-15. Skratka, rečeš, ko bo dal. Mene je nekaj knjig zaposlovalo zelo dolgo časa, predvsem zaradi tega, ker sem ob tiskanem delu našla ogromno pripisov in to so recimo pripisi, ki so zanimivi zaradi tega, ker tole je očitno bilo v nekem seminarju, kjer so se ukvarjali z Valerijem Maksimom in z antično zgodovino in je potem po recimo 6 različnih pisav ob strani, ki nekako korespondirajo ali pa recimo s kazalkami, manikula ali pa nota bene oznakami, povedo njim samim, pa tudi vsem poznejšim bralcem, kaj je vredno še enkrat prebrati, si zapomniti. Ali pa recimo ravno tako lahko rečemo seminarsko delo ob laktanciju, pa pripisali so Horacija in tako naprej. Skratka, roke prepoznavam kot neko vezivo, neko tkanino, ki povezuje ves ta intelektualni svet antike, literarno-zgodovinskih teoretskih del, potem pravih pesniških stvaritev in seveda tudi enega od slovarjev, ki je, moram reči, nekaj, kar sem samo obsedela. To je slovar, ki je gotovo, da nastal kot samostojno delo nekoga, ki ga je nekaj zanimalo. In tukaj so besede, ki so predvsem iz antične literature in antične zgodovine, pa rimskega prava, kar z razlagami vred, kar pomeni, da ga je to živo zanimalo, kako je bilo sploh strukturirano tudi v pravnem pogledu življenja v antiki. Tale začetek tega slovarja je imel to velikansko srečo, da je bil prekrit z enim folijem, kjer gre za tako imenovano Gvidonovo roko, to je dlan, ki predstavlja vizualno notni sistem, skratka tonalni sistem. Tam, kjer se je pa bilo mogoče, so pa preprosto ta slovar prečrtali zaradi tega, ker tisti, ki ga je prečrtal, ga pač ni rabil ali je bil pa butil. No in tako kot je Marjan že pokazal, včasih imamo recimo v resnici fragmente, ki so veliki nekaj kvadratnih centimetrov in je težko, ampak imamo pa tudi fragmente, ki so takole poškodovani, zaradi tega, ker je vroč klej prežrl papirno substanco in tega se enostavno ne da odstraniti. Mislim, restavratorska delavnica v Nuku je fenomenalna, klobuk dol, ampak kar ni mogoče, pač ne gre. No in če zdajle pridemo še k tretjemu, ker tole je slovar pravnih del, enciklopedija, ta tretje, kar pa je pa slovar pretežno naravoslovnih izrazov, kjer je gotovo da zanimivo, da imamo skoraj 3000 enot v tem slovarskem fragmentu, ki so
vsebinsko, mislim, nimam pojma, v kakšno vesolje to spada, ampak so napisane keltske besede, pa so po latinsko razložene, pa so staro-luzitanske, stara portugalščina, pa so iz hebrejščine, iz berberščine, iz celemu saškega, recimo irskega, keltskega jezika in tako naprej, in so razložene po latinsko, tako da nekdo, ki je to potreboval, je bil dejansko poliglot. Tisto, kar bom pa zdaj rekla, nisem našla nobene primerjave, razen z enim slovarjem, ki ga imenujemo Fragmentarium Mobiense iz 5. stoletja, ampak tako da tam imamo recimo neke besede iz Juvenala, iz Salustija, kaj takega. Vse to, česar jaz nisem mogla prebrati, jaz sem prebrala 650 besed od 3000 gesel. Današnja računalniška tehnika nam omogoča, da bi vse to prebrali. Ko sem bila leta, mislim, da 94 na kongresu o palimpsestih v Bratislavi, so pokazali računalniško tehniko, kako lahko slabo vidno besedilo pojačiš, preskočiš recimo lepila, ostanke drugih papirjev in tako naprej in lahko vse prebereš. Takrat je šlo sicer za Aristotela, ne Arhimeda, ampak tehnika nam danes omogoča tako, da bi mi lahko vseh teh 3000 gesel prebrali in bi rekli, tisti, ki je v Ljubljani rabil tak slovar, ta je vedel, kam sta bili in kje je znanje, kako globoko je znanje. On je čisto tam od Irske vse do Srednje Afrike, do Urala in do portugalskih otokov obvladal vse skupaj. A veste, kako presenetljivo je brati recimo eno besedo, ki jo pojasnjuje, tako pravijo Berberi, čarovniški jezici. Ali pa tako rečejo prstanu, če hočejo slišati, kaj praprot pripovedujejo keltski prebivalci. Mislim, v resnici te pretrese do belih kosti. No in imamo še nekaj zelo posebnega. To je sicer švabsko zrcalo. Iz srednjega veka v nemškem prostoru imamo švabsko in saško zrcalo. Saško zrcalo je bolj državne forme, po domače povedano, švabsko zrcalo pa bolj zasebne ali pa, če hočete, ljudske forme. In poslala sem prijatelju, ki vodi inštitut za srednjeveško nemško literaturo v Marburgu, tale fragment, se jih je več tukaj, ena kar Jürgen nazaj napiše, Nataša, imamo 795 variant švabskega zrcala, ampak tvoje pa nimamo. Daj napišem članek. Nisem še naredila, da vem, da bom, ampak spet nekaj, kar je samo tukaj. No in zdaj, kot rečeno, pravo je bilo v teh fragmentih zastopano z nekaj takimi spomeniki, da najprej sem samo rekla, že spet ars notariatus, pa že spet ars notariatus. Ja, ampak potem, ko imaš pa 7-krat napisan ta naslov, jih pa začneš primerjati in ugotoviš, že je vsak popolnoma drugačen. To pa niso več mačkine solze. Torej, ta ars notariatus je tekst, ki je sestavljen zato, kako tukaj tudi piše v Kazadu posebej, zato, da tisti, ki hoče imeti notariat, ve, kako se tega lotiti, kaj je treba najprej narediti, katere vloge je treba izpolniti, kakšna znanja so potrebna, kdo je lahko v takem notariatu zaposlen. Tole je pa tisto, kar sem že omenila, cum aliquibus je seveda strašno lušen umestni naslov, zaradi tega, ker gre za enklavirane črke, ki se majčkeno spakujejo po epigrafskem načinu, ampak tole, kar pa vidite tukaj, komaj kaj vidite, zaradi tega, ker je italijanska kurziva, to so pa zapiski predavanj prava na
Padovanski univerzi in kot pravijo vodni znaki, so papirnati med 1427 in 1437 in so ga uvozili iz Genta v Padovo. Spet ena luškana ekspedicija. Potem iz tako rekoč Praga antike imamo Liber Pontificalis, ki je sicer zgodovina papežev in papeške države, vsakovrstnih dogodkov, opisov ceremonij in tako dalje. Sega pa samo do papeža Damasa, to je tisti, ki je Sveto Hieronima poslal prevaja Vulgata. No, ampak tole je izvod iz sredine 15. stoletja. Takrat, ko sem brala knjigo, to je pravzaprav turistični vodič po švicarskih Alpah, ki ga je napisal Beda Weber leta 1835, če se prav, ali pa 38. Beda Weber pravi tako: v tirolskih gradovih je bilo toliko pesemskih zbirk in viteških epov, da niso jih imeli več kam spravljati. In so jih začeli razdirati in so potem folije uporabili za ovitke sodnih aktov v mestu Merano. Nekaj podobnega se je dogajalo namreč tudi v Benetkah, ampak nimam takšnega finega teksta, ker so delali na zalogo. In potem, ko je zaloga nekega besedila par let ležala na policah, potem so jih enostavno dali v razrez, zato da vsaj material ni šel k vragu. No, in tale Liber Pontificalis je en krasen primer tega žalostnega končanja. In k študijskim eskapadam dodajam še to, kar je prinesel z Dunaja v Stično Gregorij de Laibachov. On je na Dunaju med drugim poslušal tudi predavanja o Aristotelovi fiziki in seveda prevod fizike, oziroma prepis fizike, ki ga tukaj na desni strani vidite, to je profesionalno delo nekega dunajskega stacionarja, lahko pa, da so v teh marginalijah njegovi pripisi. In predvsem vsaka Aristotelova knjiga se konča z nekaj strani, kjer so ključne besede napisane in so med seboj urejene v miselne vzorce. Torej, če vam bodo zdaj pedagogi govorili, kaj so naredili z miselnimi vzorci, rečete, ja, globok dol, ampak to poznamo že skoraj 600 let. No, tole je ta knjiga Gregorija iz Ljubljane. Potem imamo enega krasnega Vergilija iz sredine 15. stoletja, ki je podobno kot Pontifikal končal kot v razrezu, ampak tole je krasna semihumanistika, knjižna semihumanistika, tako da si lahko samo vesel, da to vidiš. In tako rekoč proti koncu naj še rečem, da če govorimo o viteških epih iz tega nemškega okolja, potem se seveda vsem ustavi srce, ko slišimo Parsifal, zaradi tega, ker Parsifalov oče, po legendi, ki ga je pač napisal Wolfgang von Eschenbach, Parsifalov, ded je bil iz Hajdine doma. Se pravi, je tukaj tudi so korenine tega epskega junaka tudi pri nas. Tole sem pa, tale fragment sem pa izbrala zaradi tega, ker se tukaj imenuje tudi Artur, navsezadnje z Parsifalom vstopa ta nemška literatura tudi v ta krog arturijanskega pesništva in s tem enega velikega cikla, ki sega pravzaprav od nemških pokrajin preko Francije v Veliko Britanijo. In tole sicer je bil poznejši nakup, ampak gotovo, da je bil Parsifal tukaj tudi znan. Mimogrede, ko sem se s tem
fragmentom ukvarjala, me je zanimalo, koliko se jih je teh enot ohranilo. 87. Ob neki drugi čisto vse, kar je mogoče, 87 ni nič več. In to drži zdaj že nekaj let. Ampak, ko sem pa potem primerjala pesnitev o Marijinem življenju, ki jo je napisal brat Filip iz Žičke Kartuzije, me je pa skoraj kap zadela. Popolnih pesnitev je približno 120, kar vam tudi lahko pove, da niso bili samo viteški epi, bestsellerji, ampak tudi taka marijanska pesnitev. In to zakaj? Zaradi tega, ker je govorila tudi o tem, kako je šla nabirati jagode, kako je tkala in tako naprej. Marija je postala soseda iz druge strani ceste, tako rekoč. In to je tudi en od razlogov za to velikansko priljubljenost. Brada Filipa Žičkega se splača brati. Če danes to izdali, Marija pomaga, vse posod ne. No, in zgodovinskih del je sicer manj, ampak tam levo zgor je tukaj napisana letnica 1515 in to je eden od avtentičnih zapisov, ki govori o kmečki pokoli pri nas, v nemškem jeziku. Pisal je pa v 2 rundah, enkrat zgoraj sorazmerno urejeno, potem pa spodaj skrajno razburjeno, ampak to spada pač k drugi pisal. Različne faze različnega dela. Zgodb ni konca, ampak vsem to moram zdaj povedati. Ti boš pa ti, Marjan, vzel besedo. Bi samo povabila za kakšno vprašanje, preden pa vprašanje, pa še jaz eno, če lahko postavim, Nataša. Bo to bogatstvo pravzaprav fragmentov bo vsebovalo tudi te knjige, ki jo piše zdaj za Slovensko matico. Bo to del tega? Mislim, tole, kar je tukaj, recimo, tudi kar poznam o študiju, pa o univerzah, po povezovanjih, pa recimo o konceptu memoriranja in tako naprej, to pride v eno poglavje v tej knjigi, na drugi strani pa seveda v tisti vsebinski pregled, tako da jaz sem prav zadovoljna, da poznam še kaj več, ampak gradivo iz Nuka je integralni del te knjige. So morda kakšno vprašanje, bomo veseli, če lahko odgovorimo še mogoče na kaj. Sicer pa mogoče vabim tudi, da si pridete kakšne stvari pogledati, da so pripravili z Natašo nekaj teh zadev, tako da boste videli, kakšno to delo pravzaprav izgleda, da gre na nek način že za tako imenovano arheologijo knjige. Tukaj vse te majhne popise, to je tisto, kar danes v tem trenutku lahko vidimo. Kaj pa skrivajo kletvice še noter, bilo te pa verjetno z križarki presvetiti, pa bi največ našli še kaj. Ampak to pustimo še za prihodnost, da bodo imeli znanstveniki še kaj zadelati. Lahko kar ugasnem?